gospa ministrica za izobraževanje, znanost in šport, cenjeni športniki, ljubitelji športa tukaj v Cankarjevem domu v Ljubljani, kakor tudi doma pred televizijskimi sprejemniki. Dobrodošli na prireditvi Športnik leta. Kolikokrat ste v zadnjih letih o poslušanju slovenske himne v čast slovenskim športnikom občutili ponos, toplino v srcu, morda celo poročili kakšno solzo ganjenosti in veselja. Spomnite se vseh tistih lepih izjemnih trenutkov, ki so nam v zadnjih 25 letih namenili slovenski športniki, ki nastopajo pod slovensko zastavo pod slovenskim grbom, ki nas tako izjemno zastopajo v svetu, da je celo nekdanji dolgoletni predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja, pokojni gospod Juan Antonio Samaran, dejal: ste majhen narod, a ste veliki v športu. Zato smo nocoj tukaj, da se poklonimo slovenskim športnikom in športnicam. Društvo športnih novinarjev Slovenije že vseh 25 let samostojnosti in že prej podeljuje nagrade tistim, ki so bili najhitrejši, najspretnejši, najmočnejši, najboljši in letos ne bo prav nič drugače. To je tudi olimpijsko leto 2016 in to je v svetu športa vedno nekaj posebnega. Spomnite se vseh naših športnikov, ki so nas tako uspešno nastopali na olimpijskih in paraolimpijskih igrah v Rio de Janeiro. Veliko jih je bilo, ponosni smo na prav vse, seveda najbolj na tiste, ki so se kosali z vsemi na vrhu. Že v olimpijski vasi, kjer so stanovali prav najvišjih nadstropjih, je napis I Feel Slovenija ponosno začeval, kdo je tam doma in kdo sodi v vrh. Olimpijski komitej Slovenije, partner Društva športnih novinarjev Slovenije, vsako leto nagradi športnike in njihove trenerje za najboljše dosežke. Letos je seveda vse znamenje olimpijskih in paraolimpijskih iger. Nagrade bo podelil gospod Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije. Dobro večer, gospod Gabrovec. Verjamem pa, da je lepo biti prvi mož takšne organizacije, ki združuje takšne izjemne športnike s takšnimi izjemnimi rezultati. Če bi lahko opisali v zgolj 3 besedah vaše delo, vašo funkcijo, kaj bi bile te besede? Dobro večer, sem skupaj. Zdaj v 3 besedah je to težko povedati. Lahko pa rečem samo to, da smo v Olimpijskem komiteju Združenih športnih zvez izjemno veseli in pa počaščeni, da lahko sodelujemo na tem srečanju, kjer na poseben način počastimo športnike, ki so bili v tem letu najboljši na olimpijskih igrah in tudi najboljši v svetovnih pokalih ter na ostalih tekmovanjih. Sem vedela, da bo naloga težka, zato sem vam tudi postavila. Mislite, da je enostavno tekmovati na olimpijskih in paraolimpijskih igrah? Ja, zanesljivo ni, ker če poznamo predhodno napore športnikov, kaj morajo vse narediti, potem seveda še bolj cenimo tisto, kar se zgodi rezultat. Ne samo kadar je medalja, ampak kadar so tudi ostale vrstitve, ki so bile letos zelo dobre. In zato smo tukaj. Olimpijsko plemenico, torej prejme naša zlata judoistka Tina Trstenjak. Zlato platino pa ni trener Mario Fabjan, brez katerega verjetno vsega tega ne bi bilo.
Ena od tistih pesmi, ki je zagotovo zaznamovala leto 2016 na glasbenem področju. Kaj pa na športnem, komu so člani Društva športnih novinarjev Slovenije namenili največ glasov? Kmalu bomo izvedeli. Najprej naj povemo, da v 25. obletnici samostojnosti države, da smo se odločili, da tudi prireditev športnih leta malce posodobimo, nadgradimo. In zato smo izdelali finančno in strokovno pomočjo skupine SI in umetniško zasnovo Luke Tratnika nove kupe, ki jih bodo prejeli letošnji in prihodnji nagrajenci športnika Slovenije. Jekleni hip junak dobi najboljša mlada športna osebnost leta. Priznanje simbolizira junaka s ponosno dvignjeno roko, ki je na začetku svoje kariere se odločno vzpenja proti vrhu. Jekleni hip Plamenica bomo podelili trem najboljšim v posamični konkurenci, najboljši ekipi leta in najboljšemu športniku invalida leta. Priznanje simbolizira jekleno voljo, potrebno, da se po vijugavi in zahtevni poti, ki se oža, športnik povzpne do vrha in zmagoslavja, ki ga tam čaka. Zlata, srebrna in bronasta barva podstavka ponazarjajo medalje, na katerih stoji Plamenica. Nagrade bodo podeljevali tisti, ki so prečasno pred športnih leta že postili. 19 zmagovalcev v 14 različnih disciplinah je bilo v moški kategoriji in 12 v 6 različnih pri dekletih. Ni tudi ta raznovrstnost dokaz, kako izjemne športnike ima Slovenija. V posamični konkurenci torej najboljšim trem začnemo s podelitvijo za 3. mesto. Nagradi bi podelila naša judoistka Lucija Polavder. Dobro večer, Lucija. Dobro večer. Na tatamih vas že dolgo nismo videli, kaj počnete ves ta čas? Ja, v tem času, odkar sem odsotna s tatamija, sem pobila prvorojenca. Sedaj pa delam tudi z mladimi, širim svoje športno znanje z njimi in jih poskušam vzgajati v dobre ljudi in posledično tudi v dobre športnike. Morda lahko namignemo. Morda lahko samo namigneva, da bova tudi
opravka z mladimi ljudmi, drži? Ja, res je, ko sem pregledovala rezultate in sem pogledala letnice rojstva, so kar precej mladi. In seveda jih še čaka ogromno rezultatov. Poglejmo torej, kdo je zmagovalec oziroma dobitnik tretjega mesta v moški konkurenci. V preteklosti smo bili Slovenci vajeni stiskati pesti za tuje tekmovalce v vrhunskem motošportu, tudi za znamenito številko 46. No, Slovenci smo zdaj za svojo vzeli številko 243. Ekspresno je osvojil motokrosistično krono v razredu MX2 in se takoj preselil v elitno konkurenco. Konstantnost, neverjetna hitrost in igrivost so mu prinesli tudi naslov najboljšega v elitnem razredu MXGP. Sliši se preprosto, skupaj z očetom Bogomiljem in zmago v Halozah na svetovni vrh. Sanje naslova je dosanjal prav v deželi San v Združenih državah Amerike. V športu, ki zelo spominja tudi na Američanom, zelo ljubi rodeo. In tretje mesto je osvojil Tim Gajser. Lani najperspektivnejši športnik letos, tretje mesto verjetno lahko samo predvidevamo, kam boste merili naslednje leto. Ja, dober večer vsem skupaj prvo. Res, hvala za to nagrado. Za menoj je res nepopisna sezona, v kateri vsak športnik sanja in zdaj sem že na pripravah, ker se že pripravljamo za naslednjo sezono, tako da je ta sezona že malo pozabljena, ni pozabljena, ampak pač malo treba odmisliti, z mislimi smo že naprej. Delamo že trdo, tako da upamo, da bo prihodnja sezona vsaj pol ali obdobno. Prepričani smo, da vam je pomagalo tudi to, da ste nekoč trenirali judo, drži Lucija. Ja, včasih sem tudi treniral judo, tudi ogromno drugih športov, ampak to je še bilo vse, ko smo mlajši. Ampak kdaj ste se pohvalili? Dvakratni državni prvak? Ja, mislim, da enkrat, 126 kg. Zdaj pa nimate prav veliko več. Najlepša hvala. Verjetno takšen občutek imam, da se bomo tudi kasneje kaj videvali. Zdaj bomo pa kmalu povabili še zdaj se lahko sedete, ampak vas bom še rabila. Namreč Lucija Polavder ima še eno prijetno nalogo razglasiti najboljšo športnico, spet se ponavljam, dobitnico tretje nagrade, tako izjemni so rezultati, da bi si zagotovo zaslužila tudi to, če ne bi bila konkurenca tako velika. Če imajo stripi junaka Spidermana, imamo Slovenci pravo Spider-Woman žensko bajka. Leto 2016, ki se izteka, je njeno leto. Z naslovom svetovne prvakinje je postala druga najmlajša plezalka v zgodovini tega športa. Tu so še uspehi v svetovnem pokalu in osvojen svetovni pokal v državnosti. V opozorilo, športno plezanje bo nekaj v Tokiu dobilo svojo olimpijsko priložnost. Stolpnice japonske prestolnice bodo nova vrhunska priložnost za slovensko pajkovko. In tretje mesto med športnicami je osvojila Janja Galbraith. A veste, ko nekdo postane svetovna prvakinja, osvoji svetovni pokal, potem se nekako tretje mesto zdi samo tretje mesto, tako močna je bila konkurenca, iskrene čestitke. Se je pa vse začelo zelo zgodaj, ste vedeli, da boste plezalka, da ste plezali po drevesnih strehah in so starši bili prisiljeni vas vpisati v klub. Ja, prvo hvala. Drugače plezanje sem se spoznala sama, že od nekaj strana plezala vse posod. Tako ja, nekako imam plezanje še v krvi. Ja, nisem pričakovala, da bo tako dobro. Prva sem plezala, zato ker mi je bilo fajn, zdaj
ampak zdaj nekako imam svoje cilje, včasih pa v tem nisem študirala. Lucija, a ste tudi vi vedeli takoj, da bo judo postali šport? Nisem vedela takoj, ker na začetku pravzaprav nisem osvojila nobene medalje na otroškem tekmovanju, pa je trener Marjan Fabijan ustrajal, da še napridem na treninge, da še poskusim in kasneje se je to izkazalo za pravo. Najlepša hvala. Vidite, različne poti do uspeha so. Iščemo tudi podporo, pa je ni. Pa smo kljub temu slovenske športnike vprašali, kaj je vendar za tisto, kar je ob sreči seveda še pomembno za uspeh. Talent sicer zelo pomemben, ampak predstavlja le 5% celotne zgodbe uspeha. Je pa to samo neka osnova, na kateri lahko potem dobiš in Tudi vzgoja, mene so pač vzgoje zgodba, nikoli nisem nehal, dokler ni bilo končan. Vodilo je bilo iskati dober skok, uživati skok. všeč nam je, to je po mojem bistveno stvarno. Da napreduješ nekako počasi, stotinko po stotinko. Dokler nisem naredil najbolj ško, ker sem lahko nisem bil zadovoljen. Sigurno vse te stvari zdaj pustimo na obali. In ko gremo na morje, se je totalno skoncentrirala let na regato, ki je pred nami. Včasih ne greš se po tvojih željah. Sploh ne gre za minigre, gre za osredotočenje na sebi. To pa je trening, v bistvu to je najtežji del treninga. Zagotovo tudi kakšne stvari za mlade športnike, kajti zdaj bomo podelili nagrado za najobetavnejšo mlado osebnost. In kot so nam dejale, da bomo Tima Gajserja še potrebovali cenika zlagalega, kdo je bolj primeren, da to nagrado podeli kot lanski zmagovalec? Tim Gajser! A vidite, pa se spet nazaj. Kakšna je torej ta nagrada bila spodbuda za vas? Očitno zelo dobra, glede na potem na sezono. Ja, definitivno pač neka dodatna motivacija, ki te motivira treningom še bolj in res pač mislim, da je to zelo, zelo posebna nagrada za vse mlade športnike v Sloveniji. Poglejmo, kdo je dobil letos. Letos je močno zasvetila zvezda mlade Korošice, za katero je zavidljiv seznam uspehov na najvišji ravni. Že lani je dokazala, da se je zmožna enakovredno kosati starejšimi in izkušenejšimi tekmovalkami in da osvojeno drugo mesto na evropskem članskem prvenstvu ni bilo naključje. In nagrado prejme Janja Garnbreck. Kdo drugi? Zdaj bom prevajala, morda za tiste, ki niste slišali, ker ste se spretno izognili mikrofonu. Tim je Jani zaželel veliko poguma in da bo tako uspešna še naprej. A ste sploh lahko še bolj uspešni? Ja, jaz sem letos dosegla skoraj vse, kar bi se lahko tekmoval želel. Sicer pa, ja, mislim, da imam še veliko prostora za napredek in imam že tudi v balanskem plezanju veliko narediti, tako da, ja, izzivo imam še veliko. Ampak vse veste, da s tem ni edini, ki mu vaš primek povzroča težave pri izgovorjavi. Ja, no, zdaj so se že kar navadili izgovarjati moj primek. Najlepša hvala. Iskrene čestitke obema, da se pa zares postavljamo z vami. Jasna, svetla prihodnost slovenskega športa. Tako smo navdušeni, da bi kar zime skladali, ampak ker nam to ne gre najbolje, smo poklicali kar mojstra za to. Zlatko.
vedno so nadelam si kondicijo, šado dela menjam vsako pozicijo, leva desna nisem trg, ima pa nimaš grad, hočeš biti šampion, moraš trgat, kot jak dolga pot, napor je grozen, vedno niso uvera za trening in prevozen, pusti priče, legenda ve, kako se dela, flow like a butterfly, kliče te čebela, treniram, ne treniram, na ta način živimo, ne zgubam pa privac, ne ubijam bolečino, pumam silo, koncentriram se za finish, I'm the greatest, that's my business. Vaja dela mojstra, trening pa legende. Hočeš trenirati care, nisam trenirati care. Vaja dela mojstra, trening pa legende. Hočeš trenirati punca, pa trenirati punca. Vaja dela mojstra, trening pa legende. Hočeš medalje care, pa trenirati care. Vaja dela mojstra, trening pa legende. Hočeš medalje punca, pa trenirati punca. Poslušaj me fantič, začel si ka slabič, trdo deli eksplodeli, pust pa prav hudič. Moš trenirati se v live za 15 sekund, ne obračaj se nazaj, laj sam se zbud. Bolj predvamo vsak za tvoj uspeh se grebe, počakaj bo za stom, pršel bo po tebe. Ne smete te, ker te bo dožalam, ko pršel bo s kolajno, pol te bo dopadaš. Ostan karakter in oprostim sve napake, stisnil do tega spusta ceba, njem pa svoje šake. Jer caki ti treneri, nisi ne psiheri, jezik kontroleri, dal si boljši naučeni. Ne predeli, če ne gre vse po tvojem planu, kondicijo napred in vidi, da gledaj ti rano. Gleda čas boš brano, obdrži čisto brez, enkrat boš legenda, porekel sem ti jaz. Ne rabiš biti dober, da bi začel. Mlad fant, poslušaj, samo začel. Če hočeš biti dober, in če nikoli nisi padel dol, ali pa padel, pol nikoli ne boš vedela, kako je gore. Check it out. Vaja dela mojstra, trening pa legende. Hočeš trenirati care, pa trenirati care. Vaja dela mojstra, trening pa legende. Hočeš trenirati punca, pa trenirati punca. Vaja dela mojstra, trening pa legende. Hočeš medalje care, pa trenirati care. Vaja dela mojstra, trening pa legende. Hočeš medalje punca, ti sam trenirati punca. Vaja dela mojstra, trening pa legende. Hočeš medalje care, ti sam trenirati care. Vaja dela mojstra, trening pa legende. Hočeš kolajne punca, ti sam trenirati punca. One love, peace. Drugo mesto ni poraz, je le motivacija za izboljšanje. Zaradi njega si del odločen, da boš naslednje leto šel še višje. Komu je letos manjkala le stopnička do vrha, to nam bo pomagal razkriti najboljši športnik Slovenije v letih 1997 in 98, smučarski skakalec Primož Peterka. A se zavedate, da je naslednje leto že 20 let, odkar ste bili prvič izbrani? Hvala lepa, ste me spomnila na krajšnje. Pustimo to. Dajmo raje pogledati, komu je letos le pričkano zmanjkalo do samega vrha, v moški konkurenci seveda. Lahko bi iskali smernice znamenitim delom Ernesta Hemingwaya, Stanec in morje. Boril se je z vetrom in valovi in do leta in leta v razredu 470, ki mu je prinesel veliko uspehov. Starega igralskega mačka to ni ustavilo. Sledil je redni obisk ameriških restauracij s hitro prehrano in nato vidanje vsega mišičevja. Maso je potreboval, da je za film zadostoval. Južni Atlantik ob brazilski obali našemu junaku ni pustil dihati. Po odličnem začetku mu je Eol bog vetra dal vetra, a našemu izolskemu težkašu ni onemogočil boja za dragoceno srebro in že tretje olimpijsko odličje. Gotovo se je enemu najboljših jadralcev na svetu poklonila tudi morska flora in fauna. In? Ja, pride ne.
večer. Jaz sem Vlad. To je najpomembnejše. Saj tudi Primož se počuti povsem mladega, ne glede na to, da je na sebi leto 20 let. Večno mladega. Vasili, ampak nekaj se pa vendar našla, da imata skupnega. Velika razlika v letih že, ampak oba sta nosila olimpijsko zastavo. Ja, mislim, da verjetno tudi za Peterko, za mene je bilo to ena najlepših izkušenj v naši športni karieri, kajti za seboj pelješ celotno slovensko reprezentanco, ki se je trudila za olimpijske igre in seveda to je ena velika čast. In ponos sam to povedati, da če mi dovolite, kljub temu, da je to 20 let že nazaj, ne. Takrat je bila Slovenija zelo mlada država in takrat smo začenjali pač svet spominjati, da nismo Slovačka. Slovenija je dobila svoje mesto na zemljevidu in vsi skupaj, no, mislim, da v športu, tako kot sem prej slišal, smo majhni, ampak skozi bolj pomembni tudi. Primož ima namreč eno nalogo, pomagam seveda razglasiti tudi, kdo je dobitnica drugega mesta v ženski konkurenci. Pred leti je ples, flavto in harmoniko zamenjala za judoistični kimono. V Rimu je njen bronasti boj z Nemko spominjal na poljudno znanstveno dokumentarno serijo o preživetju v porečju Amazonke s podnaslovom Preživetje najmočnejšega. Kot anakonda se je lotila nemočne Nemke, ki ni hotela predati kolajne. No, naša junakinja jo je ustavila z davnjenjem. Prizor, ki marsikoga pred televizijskimi ekrani ni pustil ravnodušnega. Tiste z močnejšim želodcem pa je preprosto navdušila. Zaradi poškodbe je bil njen pristop edinstven, takšen, ki jo je popeljal do olimpijske medalje. Ja. Ker pride ne. Ste se uspeli prepoznati? Veseli smo, da ste uspeli plavati vse ostale zadeve in se odločili za judo. Ja, jaz tudi. Primož je sicer prej nekaj dejal, da je on tak prav potencial za judo. Ja, lahko probamo se zmeniti. Trener je že tukaj. Dajmo šalo na stran, ampak jaz se resno ne upam. Tudi prav je. Najlepša hvala, iskrene čestitke. Hvala za pomoč, Primož. Hvala. Društvo športnih novinarjev Slovenije sicer nagrade najboljšim športnikom podeljuje že vse od leta 1968, tako v samostojni Sloveniji pa letos 26. In zelo radi se spominjamo utrinkov, trenutkov prejšnjih prireditev.
naši paraolimpijci, ki so prav tako zaznamovali leto 2016. Športniki invalidi so opomnik za vse nas, kaj lahko ljudje s takšnimi ali drugačnimi omejitvami prispevajo v družbi, če jim ta le da enakost in spoštovanje. Nagrado za najboljšega športnika invalida bo podelil tudi sam nekdanji športnik leta, naš izjemni strelec Rajmo Debelec. Pogrešali smo vas v Londonu, to vam moram povedati. Ne v Londonu, ampak v Riu. Seveda. Lahko rečem, da je moje kratkotrajno razočaranje bilo hitro potešeno z izjemnimi uspehi naših športnikov na olimpijskih igrah. Prav težkega dela torej pri izboru športnika invalida letos nismo imeli. Poglejmo. Za to športnico je trpko sladka življenjska in športna pot. Na igre v Riu je odšla brez velikih pričakovanj in na to v dramatičnem finalu dosegla uspeh svojega športnega življenja. Vsekakor poplačilo za njeno željo in trud, če tudi je bilo za zlato medaljo, zgolj za minimalistično desetinko potrebno premagati reprezentančnega kolega. Poleg zlata je postala tudi lastnica rekorda paraolimpijskih kvalifikacij in finalnega nastopa. Neizprosna borka, ki se ji kljub stresnim trenutkom v življenju roka nikoli ni zatresla. Najboljša športnica invalidka je Veselka Pevec. Zares je težko, Rajmo se ni lagal. Dobar večer, lepo pozdravljeni. Jaz vidim, da se Rajmo tako pripravlja, da bi vam kar samo sebe nekaj povedal. Torej, Veselka, še enkrat iskrene čestitke ob tem izjemnem uspehu. Tudi sam sem strelec, zato sem še posebej čustveno doživel ta tako slavni finale, ko si je v zadnjem strelu pripravila presenečenje tudi našemu 4 leti izjemnemu Nanju Dirško. Ker so te pa že vsi novinarji veliko spraševali in se verjetno vprašanja ponavljajo, zastavljeno hipotetično vprašanje. Torej, kako bi se počutila po tej današnji slavnosti s tem novim kovinskim priznanjem, bi se vrnila domov in ugotovila, da ti je nekdo ukradel zlato olimpijsko kolajno? Ja, Rajmond, hvala za čestitke. Verjel ali ne, ko sem prišla iz Rije, sem se nabavila ameriški stafodan. Sicer vsi športniki vemo, da nam lahko vzamejo te kolajne, ampak vse, kar je vezano za to kolajno, je zapisano v nama samih in to ne more nobeden vzeti. Odgovor, ki ste ga želeli slišati. Tudi. Verjetno sem tudi sam podobno čutil, nimam sefa doma, občutkov ne more okrasiti nihče. Jaz vama lahko ob tem samo dodam, da ti občutki, ki jih doživljate vi športniki, da na račun vas jih doživljamo tudi tukaj, ljudje v Sloveniji, športni navdušenci, navijači, tako da hvala. Res je težko, kdor ne verjame, naj kar poskusi.
od vrha proti dnu s plesalkami zavoda Vitkar. Ljudje smo si različni. Nekateri raje delajo sami, drugi raje v ekipi. Prave ekipe so tiste, kjer posameznik svoje želje in interese podredi končnemu cilju ekipe. Nagrado za najboljšo ekipo leta bo podelil nekdanji izjemni košarkar Dušan Hauptmann. Dober večer. Roka še vedno tako dobro naravnava kot včasih? Obe roki še delajo, lahko rečem, lahko se pohvalim, namreč še nisem prestal, nisem še nehal z veteransko košarko, če lahko temu tako rečem, tako da lahko potrdim, da preciznost ostane za vse tiste, ki se ukvarjajo še rekreativno z košarko. Jaz pa lahko samo dodam, da bi vas zdaj pa kdaj zelo radi videli tudi v današnjih časih na košarkarskih igriščih. Ja, ampak nažalost to ne gre več. Poglejmo pa, kdo je letos, komu so člani Društva športnih novinarjev Slovenije namenili največ glasov, konkurenca je bila izjemna. Risom očitno diši olimpijski plin in dokazali so, da jim kvalifikacijske obroki teknejo. Tokrat so slastjo pomazali poljski Bigoš, na krožnikih ni ostala niti drobtina danskih piškotov, za zaključek pa so snedli še belorusko Vereščako in to pred več kot 15.000 navijači v Minsku. Med glavnimi krivci za solze, tudi njihovega predsednika Lukašenka, je naš as z lestico na hrbtu ter seveda hladnokrvni selektor Nik. Šport z vsega 7 dvoranami, enim poklicnim in enim polpoklicnim klubom in 100 registriranimi članskimi igralci bo zasluženo zastopal slovensko trobojnico med 12-člansko elito pod 5 krogi. In nagrado prejme hokejska reprezentanca Slovenije. Veseli nas, da ste tukaj z nami, še predvsem, ker sta z Dušanom Hauptmannom zelo stara znanka. Če lahko jaz mogoče povem, res je, selektorja se poznava že 25 let, namreč spadajo med tiste, kot pravijo nekateri, otroka Tivolija, namreč on v svoji panogi, hokej, jaz v košarki, sva v Tivoliju pretekala po Rožniku gor in dol, tako da se res poznava že zelo dolgo. Ja, temu lahko pritrdim, pač tule v drugi dvorani, tudi v malo večji, ampak stoji pa še zmeraj na istem mestu, tudi samo 7 dvoran stoji iz hokejskih. Pri nas v hokeju je zelo mirno,
mi smo se spremenili, kakšen pokriz gor bro. Ki bilo naravno stalo Kakšna vrstitev na Olimpijske gor ali dol, verjetno od leta 2018 se lahko upravičeno predvidevamo, da boste eden najresnejših kandidatov, da boste znova osvojili ta naslov. Ja, mi se trudimo, zdaj hvala lepa vsem, ki so pač glasovali za nas, to je že tretjič v zadnjih 4 letih. Očitno nekaj delamo prav, se trudimo in ker smo Slovenci in ne bomo jamrali pač. V prihodnosti upam, da bomo zasevali Slovence in Slovenke tudi na Olimpijskih igrah 2008. Tudi mi to upamo, vam to iskreno želimo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ekipo leta torej imamo, ekipo, ki bo zagotovo med kandidati čez 2 leti, ko jo čaka torej nastop na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Rokometaši že kmalu čaka svetovno prvenstvo, košarkarji in odbojkarji se bodo pomerili v letu 2017 na Evropskem, nogometaši bodo nadaljevali kvalifikacije za svetovno 2018. Upam, da nisem koga pozabila, tako kot pogosto pozabimo na športnike, takrat, ko jim ne gre, ko jim so v pravi formi, ko so kakšne poškodbe. Kot športniki vemo, bolje kot zdaj trenijo. Za vsak korak, med, polet, spust. Spomnimo se svojih nastopov in vemo, da ste slovenski športniki. Najbolj želimo osvojiti medaljo ali vsaj svoj najboljši izziv. To pa seveda vedno ni dosegljivo. Saj smo tudi mi samo ljudje. Vsi navijači in tudi mi sami. Se moramo zavedati, Da tudi naši tekmeci trdo trenirajo. In se trudijo po svojih najboljših močeh. Zato smo z vami tudi. Kajte vam je uspeh. Hvala vam za vaše uspehe, ki so neverjetni glede na pogoje. Ter nam v sedanjih nepravovržnih. in ne posebej v optimističnih časih. Polepšajo marsikateri dan. Naši državi in vodilni pa polagamo v srce. In upamo, da se zavedajo, kako pomemben je šport za psihofizični razvoj otrok in posledično zdravje celotne družbe. Da bomo seveda lahko na tem modru tudi v prihodnjih letih generacijah gostili takšne športnike, kot smo jih v minulih letih, kot jih bomo tudi letos, 2 podelitvi sta samo še do konca. In najboljšega športnika za leto 2016 v moški konkurenci bo pomagala razglasiti 5-kratna zmagovalka te podelitve, atletinja Brigitta Bukovec. Visoka merila. Ja, in želim, da jih nekdo premaga. Poglejmo, komu je pripadla čast. Največja slovenska ujeda, ta je iz Dolenje vasi, je imela lansko sezono ogromen apetit. Nekdaj Orlič, danes Ovre je odnesel praktično vse, kar se je dalo. Zlatega orla za zmago na novoletni turnej. Ujel je tudi zlato snežinko svetovnega prvenstva v njegovi najljubši disciplini poleti. Glavni ulov sezone pa so bili 2303 točkovni zajci v obliki velikega kristalnega globusa za zmagovalca svetovnega pokala. Kot da mu veliki kristalni globus ni bil dovolj, je v ostri kljun povasal še preostalo lovoriko najboljšega letalca v obliki malega globusa. Letalec z veliko začetnico in lastnik svetovnega rekorda za en ves dan. Peter, 1/4 kilometra.
vprašanja. Evo ste spet tukaj. Takrat ste mi dejali, da so vas očitno zelo želeli, če ste drugič zapored na odru. Zdaj ste četrtič. Kako močno si vas potem zdaj želijo? Ja, najprej dobro večer, da sem skupaj. Očitno sem res zelo želijo, da me vidijo tukaj, da me res povabijo, ampak z veseljem spremem to čast, ki mi jo podelijo, da postanem najboljši športnik, da dobim naziv najboljšega športnika v državi. Ob taki konkurenci, ki smo jih samo nekaj smo jih videli tukaj na odru, ostalo spada jih še veliko več. In kot sem že povedal, zelo velika čast, da sem jaz tisti, ki lahko prejmem naziv športnik leta Slovenije. Že ogroža vaš dosežek. Ja, potem pa Peter se lahko zmedva za naslednjo sezono, naslednje leto v tem času stoji zopet tukaj. Kaj praviš? Tako, da sem slišala. Peter, zdaj ti sta jaz kar povej, da bo, ker mi smo s tabo in držimo pesti in vem, da vsi navijajo za tebe. Tukaj iskrene čestitke Petru Prevcu. Le še ena uganka je ostala in pomagal nam je bolj razrešiti Iztok nekdanji izjemni veslač, ki je tukaj osvajal nagrade tako v posamični kot v ekipni konkurenci. Najdaljša naloga pravzaprav. Ko je? Poglejva. Znamenita geoistična lopata je pod okriljem senseja Marjana še drugi zapored dobila zlati olimpijski lesk in iskren nasmeh po zmagi. Borove so močno spominjale na tiste iz prav tako zlatega Londona. Kot aktualna evropska in svetovna prvakinja je v slogu filmskih akcijskih junakov hladnokrvno držala tekmice na tatamiju v Riju. Tako močno, da so nasprotnice oddihale že precej pred koncem. Odločnost, osredotočenost in disciplina so jo navkljub poletni poškodbi ponesle na olimpijski vrh. V klubu Sankako so že zaprosili za gradbeno dovoljenje, kjer naj bi zgradili posebno vilo za razstavo vsega, kar so prinesli največji uspehi odličnih judoistov. Tina Trstenjak, najboljša športnica v izboru športnih novinarjev. Če dovoliš vprašanje, tebe pred 4 leti nismo poznali, čeprav si pomagala Urška Sibanina, trening partnerica v Londonu, pomagali si do zlate medalje. Letos si ti prišla do zlate medalje in zaupaš, kdo je bil tvoj trening partner v Riju. Dobar večer vsem skupaj. Moj trening partner je bil Igor Trbovc. No, to je še sreča, ker ne vem, kako bi se dogovorila za naslednje olimpijske igre, tako da jaz upam, da čez 4 leta bo tudi Igor podobno Ovenča prišel z Tokija, seveda tebi pa želim vse najboljše in upam, da boš v igri, če ne prej, čez 4 leta ponovno za to lovoriko. Najlepša hvala. Že imamo Iztoka Čopa tukaj, ki ima tam nešteto medalj z raznih tekmih tekmovanj, da ga lahko izkoristimo za kakšen nasvet glede na tole gradnjo, ki jo boste pač potrebovali na lokaciji, ki imate vi Iztok spravljeni vse kolane.
Ja, jaz sem dosti velik gradil že na začetku, tako da so varno spravljene v moji hiši, seveda pa jaz mislim, da tudi na lopati ne še malo počakajo, da ne bojo potem prosili za dodatno zaširjenje, tako da tako kot ga zdaj, nihče ne ve, koliko bo rado velik prostor. Tina, tisto, ko ima tudi to skupno ob olimpijskih kolajnah, da sta v bistvu oba upravičila vlogo favorita in da je to verjetno, predvidevam, veliko teže, kot pa nekako napadati iz ozadja. Ja, to je res, je težje, ampak jaz sem bila na to dobro pripravljena, trener Marjan Fabijan me je dobro psihično pripravil in fizično, tako da jaz, ko sem bila na olimpijskih igrah, sem študirala samo tekme in me nič ni moglo več testirati. Vidim, da ste tudi zdaj zagotovo v polnem pogonu, ampak ta ekip je pa vseeno malce težek. Ja, ker težek. Zato bomo podstopili z odra, da ga lahko odpustite iskrene čestitke. Tina Petrjak. Upamo, da bo tudi leto 2017 tako uspešno za slovenski šport in glede na to, da pri glasovanju Društva športnih novinarjev Slovenije štejejo že glasovi oziroma rezultati po 1. decembru, že vemo, da bo tako. Najlepša hvala vsem, ki ste bili nocoj tukaj z nami, tako v Cankarjevem domu v Ljubljani, kot pred televizijskimi sprejemniki in seveda vam želimo vsem športnikom predvsem izjemno športno leto in da boste naslednje leto tukaj na tem odru, kajti oder je vaš, kakor tudi svet z Nino Pušlar in Zlatkom in vabljeni, da se jima pridružite na odru, mene pa samo še hvala za družbo in nasvidenje.
Thank you.